Se biseri izgubijo. Ja. To je Sem zato, ker te tako lažje. Ja, biseri, to je ta ostriga, Jože Ostriga, robežnik. Pearls of Wisdom. V glavnem, tole je, če veš, kaj mislim, 17. Naj povem, da zdaj obstaja ločen feed samo za če veš, kaj mislim, ki ga bomo zdaj delali 2-krat na mesec. Naročite se, bom dal v zapiske, nekajkrat bo ta epizoda, se pravi epizode, če veš, kaj mislim, še v glavah, potem pa ne bodo več in bodo samo v novem feedu. Hkrati bi se rad zahvalil vsem, ki ste se že naročili na nov feed, ker sem opazil, da je bil na lestvicah Top 1000 slovenskih podcastov. Ne, dejansko je med top 10 prišel na Apple, kar zelo hvala. In iz tega vidika dajte še kakšno oceno v Apple Podcast ali pa Spotifyju, ker to res pomaga, pa tam malo pri algoritmih, pa bo še kdo najdel ta podcast. Tako da to prosim naredite. In ko smo že pri ocenah, to je tak dolg intro, spravo hitro sfurat. Smo dobili eno oceno, sicer še v glave feed, ki se mi je zelo dopadla, se pravi 20 in nekaj citrusnica, to je bil vzdevk na Apple Podcast, 5 zvezdic, ki se lahko pomerjeni. Subjekt je bil limonce in slang in je takole napisala. Beyond zanimivo, to veš, da so mladi. Beyond zanimivo. Ali pa slovenski podcasteri. Ja, pa to. Beyond zanimivo poslušati moške 2-kratnih mojih let uporabljati izraze, ki jih še iznajditelji iz generacije alfa ne znajo definirati. Veliko in smeha in ljubezni. Kje si pa ti ta in najdu? Ja, pa res, veliko smeha in ljubezni od moje generacije Z. Toda, mladi nas poslušajo. Ja. Imamo srečo, da nas dejansko posluša uradna predstavnica generacije Z, ki nas pozdravlja v imenu svoje generacije. Ne? Dejansko je. A to misliš, da so se prav glasovali, kdo bo predstavnica in so pripravljala na... Neko to združenje se dobivajo ob 4 popoldne na kebabu. TikTok chat imajo, to obstaja. Obstaja je chat na TikToku. Skupina neka. Neka skupina na TikToku. Cool smo si rekel, ne? Cool smo, mi smo cool. To je to. Ja, jaz bi sam, vem, da je tak mehna stvar zdaj. Jaz sem še pod 40. Ni 2-krat. Sam nismo. Youngster, jaz sem še mlad. Ne, ti hočeš reči, da ti si v bistvu še generacija Z. Ne vem. A sem? Ne, nisem. Ne. Jaz sem milenic, po moje. Nismo mi milenici. Čakaj, ste vi milenici? Nisem jaz X. A ti si X? Ko si ti? Jaz nimam pojma. X so moji starši. Jaz sem baby boomer skor. Ja. Ni generacija X, film pa to. Ti si zdaj, to ima prav. To je zdaj dobro za algoritem, za maska, na X to objavil. Na X to objavil. Generacija X, na X pa Edvarda Nortona kot nacija. Kaj? A misliš, da je to film je zelo zaznamoval. A ni? Ja, je, pretresljiv film je, zelo strinjal. Evo, tako da pravijo, generacija X od 65 do 79, tako da. Pa nisem. Ne. Milenici od 80 do 94. Milenic, jaz tudi. Od 95 do 12 je Z, od 13 do 25 alfa, prej baby boomeri so od 46 do 64, pa to je neka ameriška sicer, ki pravi 25 do 45. Nema generacija, oziroma tiha generacija. The Greatest Generation. Ne, The Greatest so pa od 1901 do 24, to so pa The Greatest, to so pa pač, ker so mladost preživeli pred depresijo, pa pred prohibicijo in zato so bili The Greatest. Ampak v bistvu milenici je ful dolgo obdobje, ni ful dolgo obdobje. 14 let. Vse so vsi približno tam nekaj. Pa se tudi tako počutim, da je ful ljudi mislim, da je ful ljudi jemljem kot moja generacija. Ja. Razumeš, da zelo veliko stareta, čeprav je praktično otrok. Ja. Ne, on je tudi. Jaz še zmeni stareta vidim unga srednješolca, ki sem ga spoznal, ki je prišel na impro. Pač jaz njega ne morem kot odrasle osebe tretirati. Ne vem, če jo bom lahko kdaj. Sej, tudi moji starši ne. Glavnem, in je... Pa ne. Ja, a res? Ja, sej, kaj? Ti si me... Dete malo. Mislim, je pa res, da ti si v letu z Gjat, ne? Ja, in to se vidi. Gjat. Ja, sem ja. In sem vas izobrazil, sem ste se dobro, ste kaj uporabljali v divjini? A se gremo to, da moraš v stavku uporabljati? Recimo, da vsakič dobimo novo besedo, ki jo moramo to si ti zadolžen. V stavku uporabljati. Ti si najmlajši, moraš nam dati te, da bomo hip and flash. Ampak veš, kaj moraš reči? Vsak mu je eno in on je mora pol v podcastu enkrat tako nonšalantno vršiti. Ja, to je to. Evo, imaš nalogo, stare.
Zdaj pa, če dovolite, bi začeli z 17. A da moraš fehtati ljudi za denar? Kaj? Dajmo malo ljudi za denar fehtati. Ja, seveda, dajmo še to povedati. Seveda, pejte na aparatus.si pošiljnica podpri, če ratate krajcar ali gol dinar podprete, če veš, kaj mislim, in to pomeni, da dobite še četrto vprašanje, dodatno četrto vprašanje, sicer slišite samo 3 vprašanja. Tako da slišite 4 vprašanja. Ampak to je zdaj omejena ponudba, samo ne, en mesec. Ne, to je skozi. To nismo. Moraš časovno. Okay, to boš ti si bolj prodajnik, bom tebe vprašal. Dajmo časovno omejiti. Samo še en mesec. Ker Godler je pa rekel, nehala bova kmalu dela, če še ne podprete. Ja, to je pa se no, jaz bom ugrabiti, čustveno izsiljevanje. Jaz imam že eno besedo. Ja, ne, povedam v plačljivem delu. Za folka plača. Ja, vse te 4 besede, da damo v plačljivem. Lahko gremo pa tudi čustveno izsiljevanje, če nas imate res radi, plačite. A gremo uno, a veš kaj je uno model? A se spomnite? Nismo všeč, ali kaj? Ko sem bil jaz v srednji šoli, je bil en, kaj rekel, če ne plačate oglasnega prostora na tej strani, bom bil tega zajca. Ja, se spomniš tega? Ja, to. Free Toby, ja. In izbiral cash. Se pa je bil fake, ne? V glavnem, samo enega od nas izberemo. Kaj fake je? Sam zajček je vzgledal ta prav, ker je on slikal. Skuhanih je bilo največ. Enega od nas izberemo. Joco. Da ga bomo ubili. Ja, če ne plačajo. Kdo bo zdaj največ denarja prinesel? Ja, to je zdaj čak tudi imamo obraz človeka, ki vodi eno oddajo na komercialni televiziji, pa paradni obraz razvednega programa nacionalke. To je res. Jaz mislim, da splošen vtis bi bil, da bodo naredili več za to, da bi ta obraz zginil. Jaz bi šel bolj v to, da bi probal dejansko zaslužiti. Da v bistvu, če plačajo, oni lahko zberejo koga se skrbi. To ni slabo. Ja. Pa kaj, kako? Jaz bi sam rekel, da sem ful težek in da bo moje truplo zelo težko prenašati. Tako da pomislite malo tudi, kaj vse to zraven prenese. Zakaj pa to radikalno treba biti nekoga? Kaj pa če gremo bolj tako, mislim, da... Roko. Roko drip, mazinc. Na nedominantni roki, ne? Mazinc na nedominantni. Dominantna roka ima vse prste, nedominantna. Ker pri miški uporabljaš tudi mazinček. Fantje, Ivan Tavčar je klical prav, da smo mu ukradli plot od Visoške kronike. V glavnem, zdaj gremo na prvo vprašanje. Ivana sprašuje, živijo, klicaj. Brat ima resno punco. Dekar tako, brehi se pretvarja. Zdaj bi, če nas mladi poslušajo. No. Preberno. Brat ima resno bejbo. Brat ima resno bejbo, s katero hod 3 years. Ne, prav, vprašanje moramo narediti. Pomlajšo si se za 10 let. Ivana, živijo. Brat ima resno punco, s katero hodi 3 leta. 3 leta. Odkar sta skupaj se z bratom videla... Z bratom videla, kaj je kot prej, postal je zelo zadržan. Prej smo veliko stvari počeli skupaj, ona pa sploh ne pokaže zanimanja, da bi se bolje spoznali. Večino časa je tiho, če jo kdo kaj vpraša, odgovori z eno besedo, vprašanja ponovadi ne vrne. Res je, da sem 4 leta starejša, vendar se mi to ne zdi tako velika starostna razlika, da se z mano ne bi mogla normalno pogovarjati. Imate kakšen nasvet, kako jo pripravim do tega, da me bo vzljubila? Hvala za odgovor in lepo zdrav, Ivana. Stvar je preprosta, gre očitno za generacijski prepad. Naj najame Sašota kot govornega svetovalca in jo nauči vseh kul besed. In ko bo ona prišla naslednjič, ko bo za Božič okoli mize rekla, gjat, in bo ona... Zanimivo je, da je tvoja rešitev, da Ivana, spravi 4 leta starejša sestra od fanta, od te punce, in reče gjat, kar pomeni hudarit. Zakaj pa ne? Kaj si starena naučil še druge besede? Bomo lahko tudi kaj drugega povedali, ampak starena se zaenkrat naučil samo eno. Ampak zakaj se ne bi komplimenta dala ženska? Daj mi razloži to, odkje je ta, kaj se temu reče? Bonton. To, kar narobe, kar je narobe. Odkje je ta nek... Prav, če bi ti imel
ti bi imel starejšo sestro. Ne, jaz imel brata. Jaz imel sestro, ki ima fanta. In bi fanta. In mi je rekel, kjer je bicepsi. Če rečeš, hej, to star, Jim. Ampak ne moreš ni gijati pa bicepse to primerjati. Mislim, da to ni sta primerjati. Ne, mislim, rit primerjati. Rit model. Koliko čepo? Reče se, kjer je gluteusi? Kjer je gluteusi, brat? Koliko imaš čepa, se sliši, kad nekdo, ker nujno rab donat. Kaj čep? No, da, a delaš globoke čepe? Ja, to. Da pokaž, kak delaš. Pokaž, kak delaš. Se pravi, nedeljsko kosilo. Ja, daj pokaž. Daš, brat, ne bo zaigrala. Jaz sem ta model. Zdaj smo, vidva sta to. Vsi smo na... Fantje, a ste kaj gledali poročila? Spet imajo Modrijani koncert. Ja, babi. Mami, alo sem, hej, brat, upal sem, kjer gluteus, stari. Hvala, stari. Brat. Zdaj pokaj, kako delaš? A sem obrnem pro tebi z gluteusom? Ne, brat, ustan pa mi pokaž. Počep, kakšen počep delaš? Koliko imaš čepa? Koliko imaš čepa? A greš do dol, greš do 5. Greš z ritev do 5. Ja, glej. Ti greš čist do 5. Čist dol. A pa ustaneš dol. Ja, 3 do 6 sekund. 3 do 6 sekund, brat. Poslušali ste literarni nokturno. Kakšen ščep, brat? Ja, jaz ne vem, zakaj ne bi. Jaz vidim to čist kul. Meni je to vrhunsko. Tekst Jože Robežnik, interpretirala Jože Robežnik in Saša. A se lahko pomenimo eno stvar, ki mene zanima, zakaj avtomatično, ko smo govorili o ljudeh, ki trenirajo. Ja, zakaj je ženska slaba? Ja. Odkje je to prišlo? Odkje je to prišlo? Ne, meni se zdi, da smo, ne, jaz pa mislim, da je fora mlade. Jaz sem ponašal mlade. To se pravi nečak oziroma od žene nečak. To je kul zdaj, ja. Govori zelo podoben. Zelo podoben. Čemu? Podoben čemu? Temu liku, ki sem ga jaz prevzel. Method acting. Modelu, ki je... Koliko video mišice si pogledal, ki si se pripravljal na to vlogo? Ogromen. To je bil ta research. Se ne vem, če ste opazili, ful sem vrgel noter nekih teh bombončkov. Dobro je bilo. Ja, smo. Ker se res uživiš v lik, to sploh ni razmišljanje. Jaz sem, kaj bi Jožen v tem, če bi bil toliko mlajši, pa vse to. Jaz mislim, da to ni slaba ideja, mogoče ne to z tem gjat, pa ritijo, pa te zadeve, ampak da malo se pozanimaš, kaj več o tej osebi. Ki si barva lase. Malo zveš, ja. Ki imaš to vse, kar ti rečeš, je nekako zasledovalsko. Jaz ne razumem, zakaj. A si naravno siva? Ti pa hiter si viš. A posod? Ne, sem gled povor. V glavnem, da se malo pozoriti to. Ne, malo hobije, malo zveš več, malo preveriš, a veš, tako malo dobiš in pa jih tarčno vprašaš. Ne sam, kako si, ampak da tarčno vprašaš. Kako pa si ti zdaj s temi tvojimi treningi? Keglovimi vajami. Recimo, ali pa, ne. A imaš zdaj bunk, ker sem videl, da krogelce, ki sem ti jih kupila, a jih nosiš. Kako kaj limonca? Ja, kako limonca, Ki sem ti jo za Božič, ki smo skupaj. Ker sem bila tvoj secret Santa. Ja, ker sem bila tvoj secret Santa. Pono fer, če daš tako darilo, mogoče se to ne govori. Ja, mogoče si pa tukaj zafarkala. Jaz mislim, da za tvoji sestri huda. Ja, Ivana, zakaj si limonco kupila? Zakaj si Božič? Sama si kriva. God, okay. Ne, čeprav, jaz se strinjam s Taretom, da je mogoče fajn najdati nek ta, veš, skupen interes. To je ena stvar. Druga stvar je pa, greš pa v kontrasmer, pa res tako limonco nabavaš, tole je pa zate. Pa jo nosiš. Ne, pa jo sam nosiš. Ker si tak ti. Genialno. Res, a si hotel to reči? Ne, jaz nisem tega hotel reči. Res zgubiš limonco, ki pa vam more nekaj reči. Razumeš? Ker če to dobiš... Se jih pa ne more nič reči. In pa...
Lahko pa narediš igro iz tega, kaj tako vsi poznamo enega taga. Pa naredi igro iz tega, tako sam sabo, ker ne moreš se s takim človekom. Ja, pa probi, kdo je del rohtih? Ne. Mislim, da ne, To je ta tip, ne smeš iti na teren od unga, Aha, ne smeš se spustiti na isti. Ja. Ne, po mojem, jaz mislim, da pa poiščeš hrano, ki jo ima rada. Mislim, če je itak ne bo govorila, ker med jedjo ni vljudno govoriti s polnimi usti. To je res. Tu imaš sebe sabotiraš. Narediš kviz. Ne narediš hrane. Narediš hrane. Povabiš na večerjo, pa njej ne daš za jesti. Vsem drugim daš. Drugi so počakaš, da rata hangry, da pol reče. Več kot eno besedo. Ja. Narediš kviz. Vprašanje o eni temi, ki jo zanima, in če pravilno odgovori, daš, ne vem, bombon ali pa nekaj in jo treniraš kot psa. Ne, eseistična v dogovori mora biti. Veš, da je. Ja. Kako vidite vlogo, ne vem, naturalizma? Drugi v familiji imajo ABCD, ona pa je ona dobi pa sama taka. Vzameš, se pravi, rečeš, kaj pa misliš o tem? In ona pove en stavek, čist malo, ker verjetno ne bo velik, pa daš ta stavek noter od ChatGPT, pa rečeš, lahko razširiš. Pa daš, zdaj preber. Pa preber mi nazaj in v bistvu generiraš. Ja, to ni slava. Uporaba tehnologije je moderne za mlade. Tako je. Kar naenkrat bojo to 25-minutni pogovori. Pa zelo malo inputa z njene strani, pa ti boš pa imel feeling, ker si, ona pa kar govori, no. Mogoče bi lahko. Malo manj. Dej limonca nazaj. Veš kaj pa tudi zmer pri teh družinskih pogovorih, se mi zdi, je pa zmer dobra ideja, da poveš svoje mnenje o politiki. Ampak tako moraš z imeni, priimki. In če ostre usodbe, kaj daš, boljše. Kakšne geste, mogoče nekaj v srcu, pa vam neki. Dam vam srce. Ja, dam vam srce, recimo, maybe kaj, nek mini ples zraven. Kako smo topical, to je še že. To je cool. Za enega, ki bo to čez 2 leti poslušal, bo rekel, oni so se del norca z tega. Kaj je prinesel tole, vi se ne veste. Zdaj pa živimo. Dobro, da imamo v bunkerju tle še en akumulator. Zdaj so pa vsi na golem otoku. Glavnem... Inač, Ivana, jaz mislim, da... To pomeni, da imamo 1000 plačljivih že. Ne, goli, nice. Ne bi to. To smo obljubili ljudem. V glavnem, Ivana, jaz mislim, da smo pomagali, oziroma kot vedno rečemo, ni za kaj. Ni za kaj. Drugo vprašanje je pa, kot da bi si naročili tole, vprašala limonca. Vzdevek, spet sem imela žive sanje, da ne bom nikoli zaključila mature, ker ne bom nikoli naredila matematike. Matematike nikoli nisem imela manj kot 3, no, to dobro ni, ne. Ampak travma je vseeno doživljenjska. Koliko smo ti matematiko v srednji? Na maturi ali v srednji? V srednji. Pejmo naprej. Redno sanjam, da nisem hodila na ure matematike, čeprav nisem izpustila prav nobene. Piplerka. Te sanje se ponavljajo redno na nekaj mesecev in so zelo intenzivne. Ko se zbudim, traja nekaj sekund, da se zavem, da sem ženska v 40, viš, to so pa zdaj te milenici, ne? In da je šolska matematika daleč za mano. Maturo sem seveda zaključila, mogla je povedati, ne? Maturo sem seveda zaključila dolgo nazaj in povsem super. Rada bi se znebila te more, možganski trust, prosim, pomagajte. Ajde. Jaz lahko začnem. Okay. Ayahuasca. To je ena. Drugo, da imam, jaz si en star taser kubu, pa probam sam delati te elektrošok terapije. Mikrodosing šok terapije. Lahko pa šuno pasijo vradnico? Samo pasijo vradnico. Pa se sam šok. Zdaj si že v ta tretjo, to pasijo vradnico. Koliko imaš ti doma? Ja, imaš firmo, a si dropshipper. Zato se ti briješ kaj. Ja, zato je tle linija. Dropshipper, to je kupil na AliExpressu. Na AliExpressu je najdel deal, zdaj jih ima doma in zdaj jih proba posod uporabljati. Problem je zato, ker imajo te ameriške vtičance. Naslednjič na malem šefu. Kaj pa, če bi... Za boljše rezultate v kuhinji. Presenetljivo velik naših problemov bi se lahko rešil z elektrošoki. Ja, najbrž. Ne, sorry, oco, povej. Veš, kaj sem res hotel reči? Jaz sem pa glih danes sanjal neki iz službe, se pravi, jaz sem, zdaj že nisem v službi 15 let, pa sem sanjal, to je moja matematika. Aha, no, to pa zanimivo, kaj pa te nek ta fakt moram, ne, ni tako bilo, veš, to je treba bilo računati, pa pol to zagovarjati, pa tako.
In sem nek ta odnos iz sebe, že sem imel šefa, tukaj imaš učiteljico. Jaz tudi ne morem reči, da sem bil slab v tem, kar sem počel. Ni nič ni tako. In še zmeraj fakt mi pride to od nekje not. In je tako, vedno sem se zbudil in je bilo, dobro. Nisem več. Vse je ok. Zmeri, mislim, jaz tudi imam to nek ta trash, ki pride iz nekje. Se pravi, nekaj, ki je daleč za mano puščeno in tako. Ampak, jaz sem imel te sanje, oziroma to, da sem se zbudil, je bilo pač, da nimam diplome. Ampak sem imel, dokler nisem imel diplome. Pri tem so ta stari problem. Pri meni je pa očitno bil ta, kao, da nimam diplome, ampak jaz sem res tako po 4 letih vse naredil, pa sem pa rabil 4 leta, da sem diplomo naredil. In na 4 leta sem tokrat to imel. Aha, ti si faks naredil, si šele pol čez 4 leta. Pol sem šele čez 4 leta diplomo naredil. To vidim tvojega fotra, kaj če sam, da mi bo prinesel papir. Pol je pa ok. Takle pa ne bo rasizma noter, po slovensko moj fotor rekel. Mislim, da bo letela. Ja, kjer je dobra šansa. Da bi fotra, tvoj fotor ne govori na L. Se vem, da ne, ampak sem pričakoval, da bo ta šala šla naprej še. Ne, hotel sem reči, da jaz sem toliko cajtov v njih 4 letih. Kaj pa ti misliš? O Jožetu, zares, ja. Koliko misliš, da tega, kar on govori, da je, zaupaj se nam, odpri se nam. Včasih sem mislil, da nič, pa bolj kot da poznam. Odkar pa delamo ta podcast. Se veliko bolje zavedaš Jocota okoli sebe. Tako, imam pa zdaj eno datoteko, ki bo enkrat šla pristojnim organom. Časi se tako spremenjajo, da boste prej skrival to datoteko, ker ste vsi tudi vi noter. Jaz sem tokrat sanjal, da nimam diplome, da polka sem pa že naredil diplomo, sem še nekaj let sanjal, da nimam diplome. Tako je bilo. Ja, tako dejansko. Tako da jaz bi rekel limonci, nareči še enkrat matematiko. To je moj nasvet je, upišeš se v nek tečaj, kratek, narediš neko matematiko, to da nek pildek dobiš in pol mogoče podzavest sprejme. Popravljati ne gre maturo. Lepa. Se ni drago. Ja, ni drago. Popravljati. Ja, mislim, da ni. A pogooglamo zdaj. Jaz sem pa te cajt povedal, meni se je pa tudi parkrat sanjal, pol že, ko sem bil na faksu, oziroma mislim, da tudi že celo mimo z rednim študijem, da sem je pa sanjal tako parkrat, da smo pa špricali angleščino v gimnaziji. A pa si ti šprical? Jaz nisem šprical. Jaz nisem bil pizlaček. Ti tudi nisi zalival, sorry. Ja, še smo špricali, čist mal. In pol sem prišel na maturo in nisem imel pojma. Kaj je zdaj to? Pač uno, da sem čist zablokiral. To se je meni na maturi zgodil, drugače. Kaj? Je to, da jaz sem ja, pa temu se reče, da se nisi učil. Ne. A nisi ti full na... Ja, jaz sem angleščino, sem šel na višjo in sem mislil 5+3, it's in the bag, hvala lepa. To je vedno slab. Ne, veš kaj je la fora? Fora je bila, da smo v 4. letniku, to vam prav zgodbo, smo imeli poskusno maturo, tako je vedno poskusna matura. In let je komisija za maturo, za poskusno maturo, zmerno za en predmet oni pripravijo, pa šola pa stare mature da za ostale predmete. In let so glih za angleščino pripravili, je komisija pripravila. Za poskusno. Za poskusno, ne. In mi smo imeli takrat The Great Gatsby pa Pygmalion za knjige za esej, a ne po angleščini. In je bil na poskusni maturi, ki jo je komisija pripravila, je bil Pygmalion. In sem jaz rekel, to je to, Pygmalion ne bo na maturi, valjda bo Gatsby. Ne? In mi smo Pygmalion že v 3. letniku je mal, v 4. smo Gatsbyja in jaz še 2 dni pred maturo še enkrat Gatsbyja preberem vse simbolizme. Očala, ki gledajo, luč, ki se priži, vse sem vedel. Ne očala, oči so. No, očala, ker je za okolista. Vse sem vedel. Pridem na maturo, esej, sedem list, Mrs. Higgins at home day. In edino, kar je napisal, je bilo Rain in Spain, stays maybe on the plane. To je bilo noter. Kaj je še bilo noter? Čisto vse, kar sem se spomnil Pygmalion. Čisto vse, jaz sem kar pisal sem. In je bila in un je bil in ta in poje kar zmislil sem si, pa sem čim več, ker veš, to je bilo v 3. letniku smo ga jemali, veš, to je bilo pa konč 4. in sem in valjda na konc in pojo je testiral in je bilo rain falls mainly in the plane in Spain or whatever, vse sem napisal in potem sem dobil 4+2 na maturi in sem šel pogled delati, sem rekel, valjda nam kaj najdu, ker sem čist malo mi je zmanjkal, da bi bilo 3. In tam pa, kad greš v pogled gledati, ti vidiš, kako so te ocenjevala, ne. In pri tem vsejo z angleščino je bilo tako, največ pik dobiš v bistvu za razumevanje, ampak pa tako vocabulary vse pike.
grammar vse pike. Vocabulary je bilo tako nekih 7 pik, to zdaj po spominu govorim, tako dobo 2 piki, pa je obrazložitev za vse pike, ne, je za te, ki ocenjujejo obrazložitev, tako kandidat ni razumel besedila. Pravno, tako nulo tam dobu in tisti je full vzel, ker tisti res velik prenese. Sem pa pri tem izsejo res manj dobu, ampak napisal sem pa presežen stran, pa še na drugi strani polovico, kar sem se spomnil. Tako pozno, ker v filmu že pisal, ker smo valjda film gledali vse. Bolj si bil, jaz sem učil nekaj časa za maturitetni tečaj ljudi, se pravi ljudi, ki grejo pol, nimajo narejene mature, imajo sam poklicno, pa to ne bi radi naredili. In sem eno čakal, ki pač tako, jaz bi šla pa na višji nivo, pa sem se rekel, daj malo razmisel, ne, jaz grem na višji nivo, ne, in pa je prišel ustni del izpita, kjer sem še z eno sodelavko, ne, pač, ker sem pač tam sam pomagal, ne bila uradna izpraševalka. In je tako o Gatsbyju, ne, dobil vprašanje, nič. Karkoli je v nas vprašal, nič ni. In pa ta sodelavka vpraša, so, can you tell me about the scene with the Gatsby and the 3 Native Americans? In ona tako, well, yes, it's somewhere in the middle, more to the beginning of the novel. In ona sodelavka povedi tako mrtvo hladno, honey, there are no Native Americans in Great Gatsby. Bye. A res, kaj je? To je pa krešna na živce, da je to naredila, itak, ne? Ja, jaz če vidijo, da bi samo leto. Drugač? Ko sem jaz izpadel, drugač. Sem izpadel, kada... Zdaj, v vsakem podcastu. Ja, to je več ali res. Karkoli ste delali vi, se meni sliši boljš, mi smo imeli Look Back in Anger in I Look Back in Anger. Fak, je bilo bedno to. Cena posameznega izpita, odvisen na gimnazije, rangira nekje med 24 po 80 evrov. To je v redu, to za en let ne dobiš, če veš, kaj mislim za ta denar. To skenslite to. Ne. Pejt popravljati. Dokler imel 5 plus 3. Višja matematika, se kako to te integrale se že nauči še enkrat. Po tem včeraj sem bil na premieri Čau Bela, za tako neka srednja šola se dogaja film. Jani Sever, režiser, scenarist, in je noter, parkrat je v klasu, pa so te unidvojni, kaj so unidvojni, veš kaj je neznanka, pa je račun 1 plus neki z X na 2 plus pa drug in zraven. In jaz sem imel kar 5 to. Tako bilo mi je. Zato to razlagaš. Ne, ampak jaz sem bil, gledal sem tisti, da mi je en s pištolo. Reš, ali pa? Koliko je Y? Kvadratno enačbo bi še znal razdeliti. Jaz ne bi. Ne, X plus 3, v kvadrat. V 4. letniku sem imel, moje sem vse pisal 5, nisem šel na višji nivo, ker ni bilo za kva bi šel, ampak nič ne bi vedel. Nič. Jaz se spomnim, ko smo te polinome ali integrale, ki je tako res impresivno zgleda, ki ga razrešaš, ki je tako 17 vrstic. Vse greš za eno nazaj, neki to vem nazaj ali pa naprej neki. Ampak pa zdaj dobi pa tako gledal, je bilo tako, če lipiti. Pozornito sem hotel reči od vodi pa integrali, pa funkcije, maybe. Tam bi se naš znanje nehal. Drugo bi še lahko integrali moje bi jaz dobil 5, ampak pri slovenščini. Ne, to je, jaz se spomnim, na faksu je bilo pa še so bili te od vodi, pa neke matrike, a se ti zdaj baš. Pa se mi zdi, jaz sem vse 5. Grozno. A si kvihtal zdaj, ko si to rekel? Prav za Švico sem, prav vroče mi je to. To je zato, ker so nam govorili, to morate se znati, pa vse to. Nikoli note imeli kalkulatorja v žepu, zdaj pa vsi imamo. Zdaj bomo pa vsi, ne sam kalkulator, super članik. Meni je kul, da te enkrat pelejo čez to. Meni je to v bistvu ok. Je pa res, da ene te stvari so polna verjetnost. Jaz sem prva verjetnost. To mi je pa kul, to se mi je zdelo. Jaz pa kle nisem. Ne, ampak viš, to se spomnim, da ne bi znal nobenemu razložiti, pa spet sem 5 pisal, ampak ti se mi zdi praktično. Plonkat sem pa znal. Ne, ti se mi zdi praktično. Te verjetnosti, to se dejansko zdi nekaj, ki bi prav prišel, da znaš prav določati, kolikrat moraš kaj ponoviti. Sploh še recimo gamblaš, ali pa da veš, kje si. Kar praktično vsak dan, vsi v nas imamo resne probleme, tako da dajte plačati. Zdaj smo nehali odgovarjati na vprašanje, ampak sam začel razlagati. Mene zanima, če ti narediš,
Zdaj pa jaz tudi na svoj biznis gledam, pa ti tudi verjeten kot voditelj maturancev. Ja. A veš, če ti en predmet greš ponavljati, da greš pa lahko še enkrat na maturanc. Ja. Po mojem, ja. Ja. Jaz mislim, da to šteje. In noben te ne bo čuden gledal. Z drugim razredom. Sam imaš predstavitev. 25 let starejši, kot vsi drugi. Ne, samo to reči, ne najameš lokala. Glih to je. Čez matematiko zvišuješ, pa dobiš višjo oceno, greš na Petrol, si kupaš tam nek alko, greš na uno mašinco za e-stave. Greš na gospodarca. Ker zdaj verjetnosti razumeš. Ja. In milijoni. In greš na gospodarca, 1/4, samo delati, jedijo. Bam. Polka imaš mar. Greš četvorko plesa, to je ško v Brazilijo. Lahko pa tudi, recimo, ne, že četvorko morajo vsaj 4 biti, tako da lahko pa povabiš, če veš, kaj mislim, možganski trust. Tako prikam. Jaz sem en od nas bo zmetlo. Jaz bom vodil, jaz sem voditelj. Limonca, odgovorili smo ti, da rabiš exposure therapy. Se pravi, poglobiti se moraš nazaj v maturo. To, ali pa greš na začetek naših odgovorov ayahuasca. Mislim, da ayahuasca, tako kot jaz spremljam ameriški internet, mislim, da čisto vse reši. Ne, ketamin. Brat. En znanc je to zategnil, to ayahuasco. In smo se srečali glih vmes med korono. Ampak med korono. In prav, se drug teden grem pa na ayahuasco. Mislim, eni 3 drugi smo bili, smo se to gledali. Kako gre na ayahuasco? Kako gre na ayahuasco? Vsi smo bili... Ne, smo se srečali vmes, je kar stavk. Kako to zgleda? Tako, mi smo ga srečali, oni pa nekje drugje. V glavnem, tretje vprašanje. Gremo na tretje, še enkrat Limonca, ni za kaj. Tretje vprašanje. Ali pa šli spričevalo maturitetno? Tako. Dragi možganski trust, sem v hudi zagati. V službi sem za šalo predlagal, da bi za silvestrovanje imeli talent show. In potunkal, to je slab človek nam piše, in potunkal svojega sodelavca, da si želi nastopati. To je legit smešen. To je smešen. Imamo lahko talent show, kamare, bi ful. Polte bom. Kdo bi imel talent show? Se bo Mare nastopil, bo slušt. A veš kaj, kaj želih to govoriti. En moj sošolc je to naredil, učiteljica v srednji šoli je rekla, a se kdo jav? In je model kao tako vrgel radirko na tla in se sklonil, da jo tako za soseda, ki je tle sedel, se sklonil za radirko, pa sam dvignil roko, da izgleda, da je ta sosed dvignil roko. In ona reče, res ti prid gor, in ona se sam dvigne in ga gleda in kako se je zgodilo? Še je umrl svega. In isto slaba stvar. Halerije se smak. Mislim, da je bilo pri slovenščini. Lepa. Ja. No, kadrovska ima smisel za humor, zato so z veseljem sprejeli predlog. Všeč mi je, da je kadrovska v to pletena. To je velika firma. To je velika firma, ja. Z veseljem sprejeli in dodali, da naj nastopi kar cel naš oddelek. 6 inženirjev. Skupaj imamo 30 minut. To je najhujš. To je najslabše. Zadeva mora biti v angleščini, nemščini. Glasbila odpadejo, hvala Jernej za ta oklepaj. Zakaj glasbila odpadejo? Zato pač to so rekli kadrovska, pa oklepaj. Jaz znam kitaro, vodja bariton, ostali nič. Če bi bila glasbila, bi saj 2 lahko neki. Ampak jaz mislim, s čim naj nastopimo? Zdaj, Jernej, opravičujemo se ti, ker je pač to bilo mimo. Moram reči, da mene zelo zanima, kaj je bilo, če se ti da napisati. Lahko v naslednji epizodi absolutno naredimo update. Ampak s čim bi... Bariton je mišljena ta tuba. Ja, jaz bi to mislil. To je super. En prinese tubo, drugi imajo pa Dunkin' Devils v tubo not. Pa ni, glasbila odpade. Ne, se ne bojo igrali. Razen pač, ker žoga not pade, da jo vrne. Ti poznaš jezik, ti si človek s črkami. Kaj pomeni glasbila odpadejo? Ja, bi se če močno zakucaš, itak odpade. Glasbila odpadejo, da jih ne vidim. Jaz mislim, da ne smejo igrati. Celi tej zgodbi starejši se zdaj obesil na ta odpadejo, se strinjam, res odpadejo, glasbil ni. Ampak meni je cool ta, jaz ne vem, ga spoštujem, ali bi ga sovražil.
da je to, a veš, ker to je bila, on je bil prva domina. Ja. On je bil prva domina, šlo je, te domine so šle čez kadrovsko. Jaz mislim, da ta kadrovska pozna Jrneja. Zdaj hotel, kaj ta zboš pričati, so rekli, no, bomo, ampak tudi ti si zraven. In da niso direkt naredili. Jaz mislim, da najboljš, kar je, da da odpoved. Ne, simpel je. Ampak v obliki pesnitve. Ja, v obliki nastopa. Plesni recital. Fuck you. To mi je všeč. Da, fuck you. Glih to je. Mogoče bi lahko, da skozi umetnost pokažejo, kaj si res mislijo. Tukaj govorimo o eni, vse so to firme, kjer ne moreš zapakirati v ene 16 čudnih stavkov, da koga navžalaš, kako blaš, fuck, nič ne naredi. Vsi vemo, da mu skozi rešujemo rit. Recimo, take message se da zapakirati not. Jaz bi pa to tako, če jim je naroden nastopati, recimo, bi dal, da imajo... Ne. Ja, po mojem, da je. Torej, hočeš reči, da je. Najbrž je. Se pravi, da dajo lepo... Ne, resno je, mislim. Na oder. Joco, res si ga prebral. Jaz sta prijatla, ne? Sorry, da dajo na oder, na začetku odra, uno belo, a veš, en bel ta platan. Da že odar je postavljen. Seveda je odar, valjda celo band je. Ni benda, če valjda je band, če je žurka novoletna, če imajo HR, stari. Če mi kjer razpizdi, ne pa omejevanje kreativnosti. Ja, ok. A ti hočeš reči, da so tok punk rock, da vse jim pridejo z glasbili? Ne, kakšna glasbila, pizda poslušme. Sorry. Jaz sem rekel, ta bel platan, to, ki gre čez. In od zad ful močna svetloba. In oni lahko v sencah plešajo. Senčni ples. A razumeš? In to ti ni naroden. Ja. To ti je ful manj naroden. Ja, kaj ne vidiš? Ti si like an Egyptian. Ja. In imaš lahko... YMCA. Za dodaten efekt ste lahko goli. Dovoljena. Muska najbrž je, ne? Lahko si go. Lahko si go, pa noben ne ve. Pa en dildo vzameš, pa to. Wow. Vse to, ampak ker je odzad in pa sem vsake to daš bilo. Ja. Kožna flauta. Oziroma, tako kot je rekel, kaj bi že on reper, ker smo ga tudi že omenili, ki me je blow on my dick like a cello. Ja, no, evo. Ne poznam. Meni se zdi to, vse lahko spelejo. In lahko spelejo, lahko govorijo, kar mi ni všeč, pa sem na koncu rdeča luč, tega se ne sme. A veš? Ja. In pa spet naprej. Blaž ne dela. Pendeho en. Skozi ga vsi rešujemo. Ne pendeho, se ne sme. Joco, angleščina, nemščina, španščina ni. Ok. Španščina odpade. Vključaš. Kako se reče masturbator po nemški? Brat. To ni angleščina. Wanker je. Wanker po angleški, kaj je nemški? Šnicel neki šprudler. Fleischdudler. Ne, Fleischsprudler bi pa bilo, ne? Fleischsprudler. Lahko se naredi neki res. Vrednote podjetja. Vrednote podjetja. Vrednote podjetja. Enakopravnost. In sem vse ponavljal, kada imajo odmev. Art, to je art. In če niste razumeli, ste vi krivi, ker ste glupi. To tudi na koncu poveš. Ja, ste razumeli, ne. Zelo dober hack je ta bela stena, ki te skrije. In pa za konc, da pokaže to korporativno povezanost, pa naredijo človeško s to nogo. Ampak ker je to HR, samo senci, ne zares. Ne, unga, sekstipeda imajo. Ja. Ker je to HR kadrovska, ne, bo zihar eno vprašanje, zakaj mora biti platno belo? Zakaj belo? Bela edina. Zato, ker se njega lahko barve različne. Zato, da lahko izpostavimo barve. Bravo. Ker na beli se Maurica ful lepš pozna. Tako. Če veš, kaj mislim. Super! By the way, a se kdo spomni? Kaj si nikar salutiral? Se spomnite reklame, ki je bila Zvezdana Mlakar za Jub. Moja najljubša barva pa je bela, ker so v njej nekaj, ker je v njej Maurica, nekako tako je bilo. Ne spomnite se tega. To je fizika. 100 let nazaj. Ja, prizma, ne. Ampak lobi še njo, da je zraven. Kva, Fleisch? Fleischsprudler. A si Fleischsprudler? Takrat sem bil manj še, čeprav... On je navodil to drugo reklamo, ker mi nakaplja in Možen, ja.
To je genialno s tem belim, jaz se strinjam, to je jaz sem najboljše. tule, zmagal si. Boljšega odgovora ne bo. Boljšega po mojem. odgovora. Vemo, kaj bojo imeli v firmi za 2025. Ja, a lahko še neki, zakaj šele decembra? A lahko naredimo neko to spomladansko, zakaj ni Vigret? Praznujemo Vigret, 2021. Ne, jaz mislim, da bi bilo bolj Jo, čas, tle da- govorimo o inženirjih, ljudje ne hodijo ven, oni ne vejo, da se letni časi menavajo. Mogoče glih za to. Ali so Zato pravi praznovanje, da se ve. Ja. Ej, odzunje je folk. Zeleni Juri, praznovanje. A veš to, Mici iz kadrovske malo drugače diši. Pomlad, brat, pomlad. Všeč mi je, da če je bilo malo šovinizma, je bilo tako je brato letos. Jaz mislim, da je Ne, jasno. top. Celo ker so inženirji, lahko malo tehnološko nadgradijo svoj nastop. Ja, lahko dajo, a veš, A veš, ne animacije. rabijo glasbil, lahko. Ja, animacije, animacije. tako je. Hotel reči, da on vir igrice svetlobe špilajo. ne rabi biti. Ja, Igrice gor, saj veš, to. čo špila. Ne. Vir svetlobe ne rabi biti samo luč, ne, kar Ja. nabija, ampak je lahko projektor, pa lahko projicirajo kakšne slike, pa znotraj vojne. tega delajo stvari. Ja, dejansko. Vojne. Pa mi se skrbimo. Zdaj inženirješ, kaj če so Tega se ne prehrambeni sme. inženirji? Ne, kaj pa če delajo to, neke te drone, a veš, programirajo za, tole, leto smo, par posnetkov iz, kako smo uspešni. Ne. Ja, recimo, ne. Ne, pa sej, Zelo ampak platno je. v glavnem, še enkrat pa Jernej, zdaj ni za kaj, čeprav vem, da je novo leto že bilo, ampak Ni vseeno za kaj. Jernej, prosim, pošelj, kaj je na koncu bilo. Res nas zanima, iskreno nas zanima. No, to Da je je bilo, pobudo, no, da bi marca, da bi ta da bi začetek pomladi imeli isto težo kot te novoletne. zdaj, Ja. pogugli, Anže se jav, da vas pride inštruirati. koliko ta platna stane, po mojem bo kadrovski odobril. Pa se najame, to se najame. Hotel sem reči, če nimate, pa zdaj sem videl, da mora biti v angleščini ali nemščini, ne? Se mogoče jih Anže lahko pigmeljo na pol nauči. Ja, tako. To je itak AI, starimo, to zdaj vse lahko. Zdaj vse je. Ne rabiš nič. Jernej, ali pa Jernej, no, ne vem, kako ti gre. Jerry. Jerry. Posluš, da ne boš pa ti spet kriv, a ne, zato da imate naslednji let spet talent show, ker to zdaj morate sfurati, ker smo pač vložili kar neki ur. Zdaj ta brain, možganski trud, ne, tukaj, to je kar ni zastona, ne. V glavnem, Vrš raderko na tla? ja, ne, da ne boš ti kriv spet za ta talent show, dej nam povej firmo, pa bomo mi poslali en mail. Ja, ja. Kadrovsko, kaj bi bilo res fajn. Koncept. Ja, en Tri koncept. ponudbe bomo poslali, da bojo lahko izbrali te najbolj ugodno. Ja, lahko se A zmenimo naprej, kje čakaj, bo. če bojo to delali, a pridemo moderirati to. A pridemo mi zmoderirati to. Proti plačilu. Ja, Seveda, ta seveda. zvezdica. Če imajo Proti cajt, plačilu. če imajo cajt, kao se je talent show, imajo krveni cash. Stari, najbrž, ko če firme so- brez casha delajo, Ja. ne delajo. Pa najbrž, če imajo inženirje, tudi ni važno, kako si oblečen, tako da boš tudi ti lahko prišel. Hvala, Joca. Ja. Mi je, kot kom rekel, sploh nam razlaga, koga si mislil, kaj si rekel, bi ti lahko prišel. Jernej, ni za kaj. To so bila 3 vprašanja. Če greste na Radius.si pošiljnice podpri in podprete ta podcast, dobite že vsakič dodatno 4. vprašanje, ki ga je tokrat zopet postavil Brane. Temu se reče aftershave. Če to ne rečem, če unika podpirate in ste naročeni na glave, plus to bo zdaj ratal, če veš, kaj mislim, plus to moram še zamenjati, enkrat bom in ostanete naročeni in bo epizode tam. Tako da to je to, pa dajte še kakšno oceno v Apple Podcast in Spotifyju in zdaj gremo v aftershave. Nek efekt in je fej. A ja, imamo mi intro za to, da nimamo? Ne, nimamo, ne rabimo ga. Ali lahko sam ta zvok, ki si vsi odpnemo hlače, v bistvu, da je ta. Zdaj se pa lahko Kje smo pa lahko? Zdaj smo mi zares. Ja. Zadnji pa zli vrbom, tako z odmevom. Šnicl šprudler.